Evo, lahko kar začnemo. Lepo zdrav vsem na Brdu pri Kranju. Začetek novega kvalifikacijskega ciklusa. Z mano je selektor Matjaž Kek, ki bo predstavil seznam pred tekmama z Švedsko in Švico. Dober dan tudi v mojem imenu. Vedno je seveda začetek nekih kvalifikacij z vprašanjem cilji, želja, pričakovanja. Jasno, da ne moreš reči po uspešnem ali pa dobrem evropskem prvenstvu, da je cilj biti tretji ali pa četrti v skupini, kar se ti pa tudi lahko zgodi v tej skupini. Normalno so naša pričakovanja že od prve minute tekme v Stožicah proti Švedski velika v smislu pogleda proti Ameriki, proti novemu svetovnemu prvenstvu. In v skupini, ki je, ker na eni strani jaz ne vidim ekipe, ki ne razmišlja o napredovanju, po drugi strani ne vidim ekipe, ki bi lahko bila pa sigurna v to napredovanje, bo, mislim, vse možno. Upam in pa prepričan pa sem, da se bo dosti v tej skupini vprašalo Slovenijo. Jasno pa je, da mora biti Slovenija v teh tekmah prava, da mora biti prepoznavna, da mora imeti svoj cilj, svoj način igranja, ki prinaša točke, ki prinaša rezultat, ker samo na ta način in to od prve tekme dalje lahko računaš in razmišljaš o svetovnem prvenstvu. Hvala. Hvala lepa. Gremo kar na vaše vprašanje, sezname že imate tako pred sabo, tako da. Jože, sekunda so na mikrofon. Dober dan, gospod selektor. Malo prekomentirajte izbor igralcev, ste imeli dilem, težav pri izbiri igralcev? Običajno septembrski termin in pa ta podaljšan prestopni rok oziroma velika minutaža posameznikov, ki morajo igrati vsaki tretji, četrti dan, pa jaz to pravim, da je velik privilegij, ko lahko igra vsaki tretji, četrti dan. Na drugi strani pozno urejanje klubskih statusov določenih igralcev, prestopi, ki trajajo tudi in še bojo trajali, jaz kar nekaj igralcev še tukaj visi. In lovljenje forme, lovljenje minutaže v novih sredinah. Ni idealno, ni bilo nikoli idealno, kar se tiče poškodb. Za zdaj problem samo pri Brekalu. On ima še jutri tekmo v polfinalu tega pokala in pa če se vrstijo oziroma tudi tekma za tretje, četrto mesto je v nedeljo. In da smo se včeraj pogovarjali, naša zdravniška služba je obveščena o težavah in jaz upam, da bo lahko odigral, da pride v ponedeljek, torek, kot je običajno na zbor. Seveda pa hkrati gledamo, spremljamo in razmišljamo o vsaki tekmi našega igralca in v Evropi in v prvenstvih in upam, da bo ta vikend miren, kar se tiče poškodb. Tako da tu so neke dileme. Poklical bom še igralca ali pa dva po Evropi in pa po vikendu, ravno zaradi nekaterih vse za zdaj manjših težav, ki imajo posamezni igralci, ampak igra se v 3 dneh in tukaj je kar nekaj igralcev, ki lahko čutijo probleme in potem pač moramo biti pripravljeni. Zaradi tega je odzadaj tudi lista za predpozivom, ki bom aktiviral, če bo potrebno. Ste bližje v kontroli igrišča v Stožicah? Ponavadi prepuščam komu drugemu. Ampak govoriti seveda ob koncu avgusta o problemu igrišča meni poraja vprašanje, kaj bo oktobra, kaj bo novembra. Jasno pa je, da jaz nisem mojster za travnate površine, je pa tudi reprezentanca pokazala, da rabi dobro igrišče, da rabi polne tribune in upam, da bodo ljudje, ki so odgovorni za to, dovolj odgovorni in da bodo pripravili igrišče tako, kot je treba. To, kar sem videl na televiziji, pa ni optimalno. Naslednje vprašanje za selektorja. Luka se je opogumil. Jaz se bojo začele številke.
Lep pozdrav, gospod selektor. Eno vprašanje o Marku Zabukovniku, glede na to, da se je nesrečno poškodoval, pa ravno tik pred prestopom, naj bi bil na širšem seznamu, bi bil tudi na ožjem, kaj lahko poveste o njem? Ja, jaz sem včeraj pa predvčeraj slišal v nekem mediju, da se je zgodila tragedija. Ni se zgodila tragedija, zgodilo se je pač tisto, kar se v športu prevečkrat dogaja, zgodila se je poškodba. Nekajkrat sem bil zdaj skupaj na akcijah z Markom, jaz sem prepričan, pa sem doživel dve pretrgani križni kolenski vezi, da bo prišel iz vsega tega močnejši in pa boljši, kvalitetnejši. Enostavno, dostikrat nogomet vzame v nekem momentu, in to mu je zdaj sigurno vzelo, in prestop, in igranje za A-selekcijo, in igranje za svoj klub, ki ga je tako zaznamoval v zadnjem času. Midva smo bila v kontaktu in enostavno njegova energija, njegovo izžarevanje karakterja, meni sploh ne poraja dvoma, da zadeva ne bo šla v tisto smer, ki se vsakemu v določenem delu kariere zgodi. Poškodba, ko te oddali, ko je težko, ko rabiš pomoč, ko rabiš kakšen nasvet, predvsem pa rabiš pozitiven pogled in pozitivno energijo. Okoli sebe ima ljudi, ki se tega zavedajo, ki mu to dajo. Reprezentanca je ena izmed tistih dejavnikov, ki mi bo vedno v podporo, in kot sem dejal, samo sem prepričan, da bo boljši, zrelejši, kvalitetnejši prišel iz vsega tega. So pa seveda stvari, ki so težke, ampak ne strinjam se pa nikjer, da je pa to neka tragedija. Je škoda, žalostno, ampak to so zadeve, s katerimi mi živimo. Isto kot poraze in pa zmage. Vaše mnenje še o prestopu Benjamina Šeška, zdaj je 2 tekmi že odigral za Manchester United. Kako gledate na vse skupaj najdražji slovenski prestop v zgodovini? Ja, lepo je, ko se postavljajo in ko se tudi v primeru slovenskega igralca govori o takšnih številkah. Manchester United je velik klub velike tradicije, ki v zadnjem času ni osvojil žarometov niti v angleškem prvenstvu, niti v evropskem nogometu. In izziv je ogromen, izziv je velik, mogoče zame osebno malo preveč cirkusa in pa malo preveč vse skupaj traja. To se tudi zdaj vidi, da še njegova minutaža ni pričakovana tudi strani slovenskega selektorja, ampak biti član takega kluba je seveda velik privilegij, velika čast in pa zasluga za nekaj, kar je Beni kazal skozi svojo kvaliteto in v klubu in v reprezentanci. Tako da velik izziv, velik motiv, in tudi tukaj sem prepričan, da bo zadeva šla v pravo smer, zaradi tega, ker ga poznam od njegovega 17. leta, ker sem delal z njim, in njegova zagnanost, njegova kvaliteta, njegova volja in motiv in želja za dokazovanjem je neverjetna. Je pa seveda angleška liga nekaj drugega, kot je Bundesliga, čeprav so to top lige na svetu, in prvih 2x po 20 minut, koliko je igral, so že pokazali, kakšen bo to duel, kakšen se to izziv, in pa seveda tudi reakcije po tekmah. In tu bo sigurno Beni na nek način šel skozi zdaj tisto najbolj pomembno sito svetovnega klubskega nogometa. Pa še eno vprašanje imam, in sicer o skupini. Drugače kot do zdaj samo 4 ekipe, pa na papirju se zdi kar izenačena skupina, torej vse reprezentance, ki bodo igrale, Švica, Švedska, Kosovo in Slovenija, bodo v naslednji Ligi narodov, v Ligi B. Torej, verjetno zelo malo skupin v zgodovini kvalifikacij, da so bile kar vse reprezentance na isti ravni Lige narodov, recimo. Ja, vse te vaše številke in pa dejstva potrjujejo tisto, kar sem rekel. Ne vidim neke ekipe, ki bi lahko sigurno se proglasila za favoritom te skupine, ne vidim pa reprezentance, ki bi bila čisti outsider v tej skupini, vključno z reprezentanco Kosova, ki je res v velikem vzponu, o Švedski z svojimi imeni, predvsem v ofenzivnem delu, ne rabimo debatirati, in pa ta Švica, ki je vedno prisotna,
ki ima nek način igranja in ki vedno preseneti v pozitivni smeri. Tako da pa Slovenija, ne. In jaz sem rekel, da jaz sem rad, ko nas ne vzamejo resno, ko smo nekje outsideri in takrat smo najbolj nevarni. Tako da skupina, ki ti daje možnosti, da realno razmišljaš, da lahko nekaj narediš, če boš ta pravi, če boš pokazal to na igrišču in v kvaliteti igre, v kvaliteti taktičnih in tehničnih zamisli in če bodo igralci, tako kot so v zadnjem času pa to fantastično delali, dali res vse od sebe v tistem momentu, kar so sposobni za slovenski dres. Hvala lepa. Naslednje vprašanje, Siniša. Dobro dan, gospod selektor. Eno vprašanje o kandidatih oziroma tukaj navzočih iz Slovenske nogometne lige. Torej rekli smo že, Marka Zabukovnika žal ni, sta pa druga dva nogometaša Celja, Žan Karničnik z že bogatimi izkušnjami za Eurom in pa Daniel Šturm, ki je relativno novinac oziroma ima en nastop. Kak komentar k tema dvema igralcema in sploh k temu jedru igralcev iz Celja? Jaz mislim, da seveda bi kot selektor želel, da bi bil še kakšen igralec z Olimpije, igralec z Maribora, z Kopra, nekaj kandidatov še je, ampak dejstvo na igrišču in rezultati potrjujejo, da je Celje na pravi poti in da ni nič narobe, če igra v slovenskem klubu 6-7 slovenskih igralcev in to na zelo visokem nivoju. O Žanu Karničniku mislim, da ne rabim govoriti. Tudi tu je meni bolj zdaj zanimiv njegov način igranja v klubu, njegov način igranja v reprezentanci in poskušali bomo seveda tudi iz tega izvleči dodatno kvaliteto. Kar se tiče Šturma, prihod v Celje se je pokazal za zadetek v polno v njegovi nadaljni karieri, bil je zraven v junijskih kvalifikacijah in jaz sem vam že po teh dveh tekmah proti Luksemburgu in Bosni povedal, da sem zadovoljen, ker sta mi obe tekmi dala neke odgovore in sta mi razširili seznam. Ob tem pa se vračam na Šturma, ki ima zajetno minutažo, ki ima že več tekem v nogah, po drugi strani pa Celar ureja status, Kramer ureja status, Vomberger je malo zginil v Argentini in zaradi tega v tem napadalnem delu nekaj hitrosti ob kvalitetah ostalih igralcev. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje za selektorja? Boštjan, pa potem Žan. Dober dan, gospod selektor. Vprašanje verjetno tudi okrog tega, da je tekma v petek, dan več za trening. To je verjetno po dolgem času pred kvalifikacijami tudi kar pomemben podatek. Ja, je. Vsak trening seveda šteje. Vsak trening posebej zdaj v tej situaciji, ko nekaj časa nas ni bilo skupaj oziroma ko tudi v junijskem terminu, čeprav tega nismo nekje preveč izpostavljali, je manjkalo kar gro igralcev od zadnjega spiska oziroma od evropskega prvenstva. Kar se pa tiče igranja v petek, nekatere reprezentance igrajo celo v soboto, pa potem v torek, mi te sreče za enkrat še nimamo, ampak tako kot za nas, tako tudi za vse ostale, igramo doma, tako da odpade takoj tisto prvo potovanje. Za Švedsko smo že otvorili eno tekmovanje, pa ni izpadlo najboljše, čeprav mislim, da smo takrat igrali dobro. Na koncu smo pa bili mi tisti, ki smo se veselili proti Švedom. Od prve minute bo skupina krenila res na najvišjih možnih obratih in verjamite mi, ob vseh teh podatkih, ki jih imamo o zvezdnikih v švedski reprezentanci, predvsem razmišljamo o naših problemih, kako spraviti ekipo v 2-3 treningih na nivo, da bomo parirali, ne samo da bomo parirali, da bomo prisilili nasprotnika, da razmišlja tudi o nam in da se nam prej oni nam prilagajajo, ko mi njim. Dober dan, selektor. Malo ste se že dotaknili tega, ampak vseeno mogoče še besedo ali dve o dveh slovenskih predstavnikih, ki ostajata v igri za jesen v Evropi. Mogoče smo se malce razvadili tekom prejšnje sezone, ampak ja, dva tudi letos ostajata v igri. Kako ste videli letošnjo evropsko pot do zdaj Olimpije in Celja?
Glede na preteklo sezono sem jaz pričakoval 3. In jaz sem že povedal, da nekje Koper je mogoče sicer malo z preveliko razliko, ampak bil nekje v realnem razmerju z nasprotnikom. Maribor sigurno bi lahko in bi moral iti preko madžarskega predstavnika. Zdaj zadnji 2 tekmi pa sta pokazali neko razmišljanje, ko ti lahko pravočasna priprava na Evropo in prilagajanje ekipi in pravočasno nadomeščanje igralcev, ki ti grejo, kar bo v slovenskih klubih vedno, da ti grejo v prestopnem roku, ampak pravočasno nadomeščanje teh igralcev in dovolj priprave za tekmovanje lahko prinese rezultat v primeru Celja. Medtem ko od danes na jutri Evropa ne dopušča in tukaj mislim, da je še enkrat v primeru Olimpije bilo to pokazano. Jaz vseeno nekje želim, da bi Olimpija obrnila oziroma da bi z hitrim golom vsaj tekmo usmerila v mogoče tudi neko nervozo z domače strani. Bil sem pa zrekel, igral sem v Ostravi proti Baniku, to bo pa težka tekma. To bo težka tekma, to bo tekma, ki bo dejansko zahtevala perfektne Celjane. Oni imajo in kvaliteto, in način igranja, in filozofijo, samozavest, ki so v takšnem dvoboju, pri takšnem rezultatu izredno, izredno pomembni. Jaz Olimpiji bo težko, mislim pa, da bo Celje šlo naprej. Hvala, Boštjan. Gospod selektor, kaj v strokovni štab prinašata Matjaž Kek mlajši in Fausto Budičin? Ja, enostavno smo bili z odhodi Cesarja in Kopasiča prisiljeni, da nove moči, dolgo smo čakali, z Matjažem sem delal že na Reki. Analitika je moment, ki je izredno pomemben v sodobnem nogometu, v sami pripravi, ko je treninga malo, skupaj z Kopasičem, ki mu pomaga vsem tem. Jaz mislim, da bomo tu dobro nadomestili Dejanov odhod. Kar se pa tiče Fausta, poznam ga iz Rijeke, človek je predan nogometu, tudi njegovo delo zdaj v Gostepeju kaže, da je delal na visokem nivoju v klubu, kjer je tudi moj človek iz Rijeke športni direktor in vsa priporočila in vse kažejo na to, da dobimo kvalitetnega, predanega trenerja, ki bodo, jaz enostavno pred njim 2 postavljam veliko zahtevo in Cesi in Kopasič sta bila izredno pomembna v velikih uspehih slovenskega reprezentančnega nogometa v zadnjem času. Čevlji so veliki, ampak tudi izziv in pa motiv mislim, da je velik. Hvala, še tam eno vprašanje. Ja, pozdravljeni selektor, mi je ravno Boštjan prevzel vprašanje, ampak vseeno, Boštjan Cesar je zdaj prost na trgu. Ste morda pomislili, da bi se vrnil v reprezentanco, so bili kakšne take možnosti? Moje razmišljanje je bilo že dolgo o Faustu Budičinu, tudi čakal sem, da konča z pogodbo v turški ligi in moje prvo razmišljanje je bilo Fausto Budičin. Hvala lepa, še kakšno vprašanje za selektorja? Sicer pa hvala lepa vsem, da ste prišli na novinarsko in se vidimo v ponedeljek. Hvala.